Ja, das sind die Sachen, die kann man, ich glaube, nur in den julischen Alben erleben. To so stvari, ki očitno lahko doživimo samo v Julici. Ich erzähle Ihnen noch eine kurze Geschichte, und zwar von dem Biwak unter der Škrlatica. Povedal vam bom še eno zgodbico o bivaku pod Škrlatico. Ich bin mit meinem Freund spät abends die 1000 Höhenmeter zum Biwak 4 aufgestiegen, direkt unter dem Stena. S prijateljem sem se podala proti temu bivaku. Und wie wir in diese Biwak-Schachtel hineingingen, Ko sva vstopila v ta bivak, hörte ich von dem Lager, dort wo die Polster waren, so ein zirpendes Geräusch. So ja. sem slišal pri posteljnini oziroma pri blazinah tam neko čričkanje. Sind dort drei recht gut genährte Mäuse über die Polster herumgerannt. In so se tam sprehajale tri dobro rejene miške. Ich habe dann versucht, die Mäuse zu fotografieren. Seveda sem poskusil miške fotografirati, Und die waren sofort weg. so pa seveda se takoj izginile. Wir haben dann dort unsere Sachen geordnet. No smo namestili naše stvari, najne stvari. In der Biwak-Schachtel hat ein sehr unfreundlicher Mann, den wir im Dunkeln nicht so gesehen haben, hat gesagt, wir sollen die Schuhe hinaus tun. Nek moški, ki se je že skrival tam v nekem kotičku, je dejal, da naj pustiva čevlje zunaj. Wir haben die Schuhe hinausgetan und sind dann nach einer gewissen Zeit, wo wir noch etwas gegessen haben, sind wir dort schlafen gegangen. No in po kratki večerji sva šla spat. Es war eine Stunde lang war Ruhe. In eno urico je bila tišina. Die Mäuse haben genau gewusst, wann wir schlafen. In miši so opazile, kdaj smo zaspali. Denn nach einer Stunde haben die, es war ganz dunkel in dieser Hütte, Seveda je bilo čisto temno v tem bivaku sind die ganz eifrig herumgerannt. in so se začele seveda sprehajati. Es hat aber keiner gewagt, die Taschenlampe einzuschalten, damit die anderen Schlafenden nicht geweckt werden. A se nihče ni upal vklopiti onih svetilk, da pač druge ne bi zbudili. Wir haben nur gewusst, dass die Mäuse irgendwo zwischen den Rucksäcken hier herumsuchen. Vedela pa sva, oziroma vedeli smo, da so miške tam nekje med nahrbtniki. Die Folge war, dass jeder, also mein Freund und ich, wir waren hellwach, weil wir versuchten zu hören in dem Dunkeln, wo sind die Mäuse und sind sie vielleicht schon beim eigenen Rucksack. Sem se bala, kdaj bodo prišle te miške do najnih nahrbtnikov. Nach einer gewissen Zeit habe ich dann gemerkt, dass mein Freund auch wach ist. No, malo smo opazili, da je tudi prijatelj zbujen. Wir haben dann, das war ungefähr knapp vor 3:30, haben wir gesagt, das hat keinen Sinn, wir gehen auf die Škrlatica. Torej, v nekih pol 4 zjutraj smo se odločili, da nima smisla naprej spati, ampak smo rekli, greva kar takoj na Škrlatico. Es war ein wunderschöner Sonnenaufgang. In sva doživela prečudovit sončni vzhod. Und wir haben dann dort noch Studenten getroffen, die auch in dieser Hütte übernachtet haben. No in kasneje smo srečali še študente, ki so prav tako zaspali v tisti koči. Die haben auch gesagt, dass sie nicht geschlafen haben. Tudi oni so rekli, da niso mogli spati. Wegen der Mäuse. Wir haben dann nur festgestellt, dass man slowenische Studenten, die haben auch gesagt, der eine Mann, der dort so unfreundlich von uns verlangt hat, die Schuhe nach außen zu stellen, die haben also das auch gesehen und auch, die haben auch gesagt, der war sehr unfreundlich. Der gesagt hat, stellt die Schuhe nach außen. Torej, tudi oni so se potoževali nad tistim gospodom v
obče, ki je tako neprijazno zahteval, da ne čevlje pač odstavijo si zunaj. 2 Stunden später, wir sind dann Richtung Aleschhaus hinuntergegangen. Aleschhaus. In der Brata. Aljažev. Torej, smo se odpravili proti Aljaževem domu. Und dann haben wir einen Mann getroffen und das war dieser Unfreundliche. Wir haben uns dann über die Hütte unterhalten und er hat sich beklagt und hat uns einen Apfel gezeigt, dass dort die Mäuse seinen Apfel angenagt haben. No in tam se je on tudi pred nami pritoževal, da so na njemu miške nagrizle pač jabolko. Da haben wir gewusst, dass die Mäuse sehr intelligent sind. Smo opazili, da so miške zelo inteligentne. Sie haben den richtigen Mann bestohlen. Ker so se lotili pravilnega moža. Aber ich wollte sagen, es gibt so viele Erlebnisse in den Julischen Alpen, menschlicher Natur und auch was die Natur anlangt, dass ich eigentlich noch lange nicht fertig bin mit den Julischen. No, take in podobne zgodbe se stalno dogajajo in bi jih lahko pripovedoval še kar cel dan. Meine Frau sagt schon, ob ich nicht endlich in andere Berge besuchen möchte. Moja žena že sprašuje, da bi šel še kjer druge gore. Aber mein Herz ist halt in den Julischen Alpen und das wollte ich mit diesem Buch dokumentieren und möchte vor allem der Jugend diese Erlebnisse vermitteln, die mir Julius Kugi auch gegeben hat. Torej, moje srce je enostavno zapečateno v Julijcih in tudi hočem predvsem mladini posredovati to moje občutje potem in to tudi na podlagi filozofije Kugija. Und in meinem Alter kann ich eigentlich schon sagen, dass ich ein erfülltes Bergsteiger- und Fotografenleben vor allem hauptsächlich in den Julischen Alpen zurückblicken kann. Torej, danes lahko gledam nazaj na zelo izpolnjeno fotografsko in gorsko življenje pač v Julijcih. Und wenn mein Buch es erreicht, dass auch nur ein Jugendlicher oder nur eine Person dasselbe erleben kann und auch so eine Erfüllung finden kann in diesen Bergen, dann hätte sich das Buch ausgezahlt. No in če se bo našel le en človek, ki bo šel tudi to pot in doživel to na tak način, potem je ta knjiga uspela. Hvala lepa, Helmut. A nismo po naključju povabili k sodelovanju in predstaviti tudi profesorja Stanka Klinarja, učitelja, pedagoga, publicista, kulturnika, filozofa, kritika, skratka zelo razgledanega in gotovo vsem znanega človeka, prav tako poznavalca Juliusa Kugija, ki ga z veseljem pozdravljamo v sebi in ga prosim za svoje misli o tej monografiji, o Juliusu Kugiju, o Julijcih seveda in še o čem. Prosim, zavljati. Hvala za besedo. No, se ne bom podal. Je res čudno, da sem se znašel tole za mizo, zato ker moj renome kot kritika, kar je rekel zdaj, se je celo v celovec in beljak in Adrian se boji, da bom nekaj zelo hudega povedal. Ni se treba bati. Nasprotno, za uvod bi rekel tole. Tajslova knjiga bi zaslužila, da je v naši dnevni sobi posebna mizica, na kateri leži poleg Svetega pisma, da ko stopimo v to sobo, zajamemo požirek lepote iz Tajslove knjige in požirek duhovnega krepčila iz Svetega pisma. Mislim, da je to kar poštena pohvala za to knjigo. Če bo kakšna
senca kritike tudi padla, no bomo še videli, ne. Namreč, koliko mi bo Adrian dal časa. Ta knjiga je Kubijeva knjiga iz leta 1934. Lahko jo potipate, lahko gre malo okrog tole. To je čudovita knjiga. In sicer čudovita tudi glede na narodnostno sodelovanje. Mene muči vprašanje, a bi lahko govorili o kakšnem avstroslovenizmu. To v najboljšem pomenu besede. Sodelovanje. To je bilo stalno navzoče v naših krajih. Kubijev krog v Trstu pred prvo vojno, iz katerega je izšel pesnik Rudolf Baumbach. Rudolf Baumbach, mimogrede, je napisal pesem Zlatorog, to je cel ep, tako kot Iliada, ki je izšel v Leipzigu leta 1873, mislim. Ne. Da ne rečem, kakšne sledi so pustili nemški alpinisti v naših Alpah. Prvi, ki so pripisali severne steno, so bili Nemci, to je Königova naveza. Potlej so bili tam Kaltenegger, potlej nekdo se je pisal Rožnik, je napisal prvi vodnik po Julijskih Alpah, namreč nemški vodnik. Tako je treba pasati na besedo, oprostite, namreč, ko sem rekel prvi vodnik, to ni res. Prvi vodnik so napisali Angleži, pa se zato nič ne ve. Ja, izšel v Alpine Journalu o Londonu v približno 1880 letih. Angleži so veliko hodili, to je bil neki Howard, pa Gilbert and Churchill in tako dalje. Se v te podrobnosti se ne moramo spuščati, boste tudi vsi upali na dolg časom, če bomo take stvari počel. Vseeno, ne povem ta avstroslovenizem, o katerem niste še nič slišali, hvala Bogu, ampak tudi ni nič lep izraz, ne. Ampak recimo en podatek v tej zvezi. Še danes je Kubi prva reklama za Julijske Alpe. Nihče ga od tem ni prekosil. V okvir mojega pojmovanja avstroslovenizma spada seveda tudi Helmut Tyson. Navdušil se je pri Kubiju za ta album, takim slikovnim knjigom ponovadi na kratko rečemo album, kar je dokaj priročno. Nekje se s Kubijem razhajata seveda, torej še več je takih razhajat, namreč ko bi govorili o tehničnem razhajanju, to so slikovne, to so barvne fotografije po današnjih normah, medtem ko ima Kubi v svoji knjigi stare fotografije, ki pa so bile takrat umetniško noviško. V okviru avstroslovenizma je povabil Kubi, namreč k sodelovanju pri tej knjigi, ki je tam nekje, naše ljudi, Cveto Švigl, France Avčin, Janko Ravnik, to vse že deluje leta 1934 v tej knjigi, ki je tam. Posebno Avčina bi rad izpostavil. Namreč malo me jezi, in zdaj bo Adrian imel prav, ne, jaz sem samo kritik, ne. Malo me jezi, da današnja slovenska generacija planincev tako prekemensko pozablja na take velmože, kakršen je bil Avčin, France Avčin, ki je nakratko povedano bil alpinist, univerzitetni profesor, izumitelj, skoraj pesnik, ne, univerzalen nekakšen izpolnitev starogrškega ideala o harmonični osebnosti. Avčina ima Kubi na prvem mestu, sicer je res A, je na začetku abecede. Kljub temu je lepo videti, ko Kubijevo knjigo odpremo, da na prvem mestu preberemo ime France Avčin. No, o Avčinu se ne moramo naprej pogovarjati, to ni naša tema. Pojdimo naprej z oceno naše knjige. Namreč mislim, da večjega priznanja
tej knjigi skoraj ne morem dati, zato ker sem že povedal, da nam zasluži v našem stanovanju, tam, kjer smo zasebniki, poudarjeno mesto. Kar se tiče nekterih prevajalskih zadev. Prevajalci, oprostite, jaz prevajalca ne poznam, a je prevajalc sedi med nami tukaj? Ne. No, sej bi se ravno tako lahko kaj pogovorila. Veste, z jezikovnega vidika bi se dalo kaj narediti. Recimo eno vprašanje. Ali je pojmovanje Triglava kot gore s 3 vrhovi upravičeno? Ali gre morda za jezikovno zmoto? Če gre za jezikovno zmoto, potem je ta zmota stara več kot 1000 let, ker že več kot 1000 let verjamejo lingvisti in kdorkoli že imel pravka s Triglavom, da Triglav pomeni 3 glave, torej 3 vrhove. Ta teorija se začne malo podirati, ko se spomnimo na besedo trinog. A je trinog človek s 3 nogami, tako kot je Triglav gora s 3 glavami? To je nekoliko protinaravna trditev, ne? In seveda, lingvistična teorija pravi, beseda 3 v trinog je velevnik od glagola tretji. Trinog torej ni tisti, ki ima 3 noge, ampak tisti, ki z nogami tre, tiste, ki jih ima pod sabo. A se da kaj tega prenesti na Triglav? A lahko beseda Triglav pomeni tisto kruto božanstvo iz starih slovanskih poganskih časov, ki tre glave? Ta Triglavova malopridnost, namreč 3. glav, je še danes aktualna. Marsikomu tre Triglav glavo še danes. Res, zdaj, težava, v čem je jezikovna težava? Jezikovna težava je v tem, da velevnik od glagola tretji, ki se glasi 3, in števnik 3 sta oblikovno enaka. In zdaj, seveda, je možno zagovarjati eno teorijo in drugo. In jaz bi Triglavu, kakor ga sicer občudujem, kar prisodil to malopridnost, da ljudem 3 glave. Res pa je, kot sem že prej omenil, vera, da gre za 3 glave, je stara najmanj 1000 let. To izvira iz podatkov pomeranskega škofa Otomarja, ja, ki je lastnoročno v templu, v staroslovanskem templu, ki so ga imeli tam Slovani, Pomorjanci so korektno Slovani, lastnoročno razbil kip boga Triglava, ki so ga Slovani nekoč izdelali s 3 glavami. In vse 3 glave govorili papežu kot dokaz, da pokristjanjevanje pri Slovanih uspešno poteka. Take besede, kjer je prva, take zloženke, kjer je prva beseda velevnik, je v slovenščini kar nekaj, sicer pa tudi v drugih evropskih jezikih, ker te zloženke so zelo stare in segajo v evropske čase. Proces je še živ, klasičen zgled v slovenščini je kaži pot, torej pokaži pot. Kako je proces živ, se vidi na tem, ko so slovenski nagajilci, bi rekel, iskali prevod za striptizeto, so pogruntali slači punco. In je slači seveda velevnik. Pa še drugi v slovenščini celo reč, laži brat, ne, recimo, ne bodi ga treba, bodi velevnik, recimo, ne.
v drugih jezikih, Trinkwasser, Haudegen, v angleščini je cele reč take preproste besede kot breakfast, ne? So potem popito narejene, pa taka lastna imena kot Shakespeare. No, zdaj sem pa zajakal nekam, kamor vas nisem mislil pelet, ampak rad bi pa vse še nekaj jezikovnega povedal v tej zvezi, v zvezi z našo knjigo, v zvezi s prevodom, ne? Zraven montaža stoji gora Kurtizon, ali z esom Kurtizons. Ta gora nima slovenskega imena. Zdaj je pa seveda pojavilo vprašanje, kako se to po slovensko reče in kako se po slovensko sklanja. In Tine Mihelič v svojem vodniku Julijske Alpe to kratko malo sklanja množinsko. Kurtizoni, ne bi bilo to v slovenščini. Vrh kurtizonov. In to je silno interesantno. Za prevajalca bi bil to pomemben podatek, ki bi lahko kaj podebatiralo tej stvari. In ko smo že pri jezikovnih vprašanjih, ena slika, fantastična slika v knjigi, kaže Goliške, torej to ime Karavanška gora Golica, ki je klasičen kraj za narcise. S Triglavom v zadnje, to je fantastična slika, narcisov s Triglavom v zadnje. Ker gre to za domače kraje zgornje Savske doline. Ne rečem, jaz sem tam zelo pravimo v naših krajih. V naših krajih